Živijo in dobrodošli v epizodi podcasta Umetnost lenarjenja, novi epizodi. Vesel sem, da ste z mano in z nama. Danes se mi na pogovoru pridružuje zelo zanimiv sogovornik, in sicer Robert Friškovec. Če ga na kratko predstavim, Robert je diplomiral na Teološki fakulteti v Ljubljani, magisterij pa je opravljal iz obnavljalne pravičnosti, kaj je to, boste slišali tekom pogovora, in sicer v Veliki Britaniji. Na Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij pa je že od leta 2004 zaposlen kot koordinator za duhovno oskrbo zaprtih oseb, torej kot nek zaporniški vikar. Od lani pa tudi na Ministrstvu za pravosodje, kjer se ukvarja je na uradu za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč. Zelo zanimiv nabor funkcij, zadolžen je za področje mednarodnega sodelovanja. Zdaj že malo nekako lahko vidite, zakaj je to človek, ki sem ga povabil, da se bom z njim pogovarjal o sporazumevanju, komunikaciji, nenasilni komunikaciji in nekako poslušanju. Robert se kot zaporniški vikar srečuje z vsemi skupinami, ki se jih zapor dotika. To so seveda zaprte osebe, pa tudi žrtve kaznivih dejanj, svojci, zaposleni v zapornem sistemu. Tu je en kup zelo, bom rekel, takih stikov, ki so vse prej kot enostavni. Verjetno je tudi zaradi tega, to sem ga tudi malo spraševal, se začel tako aktivno ukvarjati s tem vprašanjem, kako poslušati, kako se pogovarjati, kako konec koncev reševati spore, je tudi mediator. In zanimivo, srečala sva se, ko je predaval na šoli bolnišnične higiene, na kateri sem bil jaz, me je poslal klinični center na to izobraževanje, in v sklopu tega zelo dobrodošlo tudi predavanje Roberta na temo nenasilne komunikacije, ki me je tako navdušilo, da sem ga povabil še sem. Zdi se mi, da je to tema, ki je danes izjemno relevantna ob vseh spletnih medijih, družbenih omrežjih, nasilnih spletnih komentarjih, ob tem, da se umikamo za zaslone, da se umikamo eno od drugega znotraj družin. Zdaj ne govorim samo zdaj o komunikaciji vikar in recimo nek zapornik, paznik, zapornik, zdravnik, pacient, sploh ne. A ne govorim o tem, ali se znaš odprto pogovoriti s svojim partnerjem, sodelavcem, otrokom. V glavnem velika in pomembna vprašanja. Jaz ne bom več tukaj izgubljal besed, čeprav se mi ne zdijo izgubljene, mogoče napačna fraza, ampak bi res rad vas spustil v ta pogovor. Navdušen sem, da bo Robert te misli delil še z vami in svetom, in sem hvaležen, da me spremljate vsako prvo soboto v mesecu na tem podcastu. Najlepša hvala in uživajte v pogovoru. Robert, dobrodošli. Hvala lepa, veselje. Hvala za povabilo. Hvala vam. Zelo sem vesel, da se bova pogovarjala o pogovarjanju, ker se mi zdi, pa me popravite, da se ljudje danes ne znamo pogovarjati. Ne maram poslušitev, ampak tako velikokrat dobim ta občutek. Pa me zanima, vi imate tak zanimiv nekak življenjepis, ali kaj bi rekel. Me zanima, ali ste se začeli s tem ukvarjati po sili razmer kot zaporniški vikar mednarodni, vpleten v mednarodno pravo, ali je bilo tukaj zadaj kakšna druga motivacija o izpiljenju sporazumevanja? Pravzaprav jaz mislim, da te življenje pripelje do točke, kjer si rečeš, a želim narediti kakšen korak naprej. V mojem življenju je ena zelo močna beseda, ki ima 5 črk, 2 po 2 sta enaki, in to je IZZIV, izziv. In zdaj, a ti je nekaj problem, a ti je izziv. Zelo osnovno. Če mi je zdaj problem, se pogovarjati z mojimi domačimi, če mi je problem spregovoriti nekaj več o sebi, bo težko. Če mi je pa izziv, se bom poučil in se bom potrudil. In jaz mislim, da sem tudi sam prišel v tiste točke, ko v vseh, bom rekel, odnosih, ki jih imam v življenju, še danes, to zdaj ni dokončana zgodba, še danes želim narediti korak več oziroma iti naprej, pileti komunikacijo, pogovor, narediti nekaj več. Tako. To se mi zdi kar ena skupna lastnost tudi uspešnih ljudi, zdaj pustiva področje, šport, komunikacija, politika, da ko pride neka ovira, da namesto zakaj ravno meni reče kako. Se pravi to, ko ste rekli, je težava, ampak obenem je izziv. In komunikacija je izziv, jaz to zdaj lahko rečem kot starš malega otroka,
kot zdravnik, kot konec koncev komunikator znanosti, ki se izpostavlja. In kako se zdaj recimo, kako se lotiti tega izziva? Najprej me zanima, kdo reče, mi smo recimo imeli v prvem letniku in drugem faksa, predmet sporazumevanja. Veliko študentov medicine je zelo zadržkom hodilo na ta predmet v smislu, kaj to učite me že anatomijo, kirurgijo, kaj, pogovarjati se pa jaz znam. A se dober, kako rečem, komunikator rodi, nauči, vzgoji? Veliko je povezano s tehnikami. Ampak se ne gre v prvi vrsti toliko za pogovor, ampak a znam slišati. Ko jaz predstavljam svoje poslanstvo, se pravi, kot zaporniški duhovnik, sem povezan s skupinami, ki se jih zapor dotika na tak ali drugačen način. Ampak pri vsaki skupini lahko rečem samo to, v prvi vrsti, da naredim prostor, da so slišani. A znam slišati, a znam pravzaprav poslušati. Je že res, ko vprašam, ljudi na kakšnem srečanju, predavanju, a se vi kaj pogovarjate, mi bojo vsi rekli, ja. A se slišite? Mi pa začnejo tako, malo z glavo migati, ampak res, a slišim sploh, kaj mi nekdo sporoča. Ne zgolj samo z besedami, ampak pravzaprav z vsem, kar je. Ker komunikacija ni zgolj samo verbalna, to, kar se mi dva zdaj pogovarjava, ampak je komplet vsega, kar človek nosi v sebi. Tako da je smiselno res pripraviti prostor, da nekdo spregovori in da to slišim. Potem pa povprašam. Pa tudi to, da ni zdaj v prvem planu, da jaz takoj dam odziv. Jaz dajem odziv, če ga človek od mene potrebuje, ali pa če on sam reče, a bi mi kakšno stvar rekel na to, kar si slišal. Tako, mi smo pa v tisti reakciji, se pravi, akcija, reakcija. Nekdo nekaj reče, mi se takoj užgemo. Nekdo nazaj, tako, in potem pridejo te naše lahko eskalacije v pogovoru, kdo je močnejši, povišujemo glas. Tako da komunikacija je v prvi vrsti zame slišati in tudi, če znamo biti tiho drug ob drugem. To je zame, bom rekel, tista najvišja oblika, ko smo lahko drug ob drugem, brez da bi imeli občutek, da zdaj pa moramo nekaj reči. Tukaj priznam krivdo velikokrat, da ne rečem večinsko, tu sem sicer zdaj le v drugi vlogi nekega moderatorja, ampak tudi izven podcasta velikokrat poslušam in v glavi že tuhtam, kaj bom moj odziv, kaj bom nekaj zanimivega ali globokega pripomnil. Kako se torej pogovarjati, da smo slišani? Kaj lahko naredim jaz? A lahko jaz vplivam na vas, da boste me bolj razumeli? Seveda, uspešna komunikacija je takrat, kadar tisti, ki pošilja sporočilo, ga pošlje na ta način, da ga prejemnik čim bolj sliši. Če jaz rečem zdaj, svojemu otroku ali pa partnerju, pridi kmalu domov, on bo slišal, ja, to je lahko ob 2 zjutraj. Bo takoj rekel, jaz sem tako šel iz druščine ali pa iz sestanka ali pa kakorkoli, saj sem kmalu. Zato je to zelo relativno. Tudi smiselno je, a zdaj mi komuniciramo analogno ali digitalno. Govorimo o tem, najbolj si ljudje predstavljamo, analogna ura je tista, kar rečemo, jaz zdaj je ura približno 3 ali pa približno 5. Koliko je res ura? A je, 15:52, a je 2 pa 13 minut? Tako, da je neka ta jasnost in natančnost, zato se je smiselno potruditi v komunikaciji, dati čim bolj biti, bom rekel, besedno bogatno. To je ena od točk, kjer nam danes zagotovo lahko zmanjka, posebej, ker smo navajeni čim več stvari skrčiti, recimo ta kratka sporočila na mobilnih telefonih, manjka nam mogoče kdaj kakšna bralna kultura, ker z branjem tudi širimo naša obzorja, kar se tiče samega besednega zaklada. In zato je fajn, da pač se učimo stvari predstaviti čim bolj, da lahko prejemnik sprejme na način, kot si pa jaz želim. Takrat govorimo o uspešni komunikaciji. Da smo tudi mi jasni. Se pravi, moje sporočilo je jasno, seveda pa ob tem upam, da vi kot poslušalec ne napletete gor ogromno enih stvari. Meni se kdaj to zdi noro, kako si ljudje, kdaj se kdo skrega s tabo, pa ti ne veš, kdaj je prišlo do tega. Kaj sploh je? Ja, ti si mu mogoče rekel, zanimivo si imel tisto predavanje, zanimiv izbor drsnic, tako ne bi šel v to. In on si misli, moje sporočilo je bilo, wow, zanimivo, točno to, kar sem povedal. On si pa misli, ni mu bilo všeč in mi ne upa povedati, on me ne mara že od nekdaj, noče, ne. In ta zgodba, ki se naplete, ki mi jo on ne skomunicira, je razlog, da me pol, on gleda grdo še 2 tedna. Mogoče je moment ravno to, da bi ljudje vprašali, ko se pravi, nekaj sporočimo, kako si me ti to slišal. Se pravi, da preverimo, kako je bilo to sporočilo sprejeto. Ker potem nekdo da nek odziv,
ali pa nekaj pove, kaj je slišal, pa ti rečeš, ne, nisem mislil tega, ker pravzaprav lahko falimo v enem samem poudarku. Jaz zdaj rečem, danes je pa res lep sončen dan in vzunaj so ljudje veseli. In nekdo bo rekel veseli. In rekel, ja, danes je zato, ker je danes sončen dan. Moj poudarek je bil na sončen dan, on je pa dal na veseli. In je že lahko, bom rekel, različno tolmačenje nečesa. Zato je res en tak smiselen poudarek, ko človek reče, kako si ti to, kar sem ti povedal, slišal. Mi daš samo mogoče povratno informacijo, da bom bolj, če je to, kar sem ti želel sporočiti. Pa to zdaj govoriva, ali govoriva to zdaj samo o, bom rekel, profesionalni komunikaciji, ko vi greste, vi ste tudi mediator, mediacija na sodišču med dvema skupinama, ali je to nekaj, kar je važno že za doma, za otroke, kjerkoli. V katerem koli sporočanju lahko preverimo, kako je ta sprejemnik, oseba, ne bo to otrok, partnerka, sodelavc, sodelavka, prijatelj, sosed, kdorkoli že, to pravzaprav sprejel ali pa slišal, ali pa kako ti to zaznavaš, kar ti sporočam. Tako, da preverimo, kaj na drugi strani človek prejema. Kaj so te ovire, ki jih največkrat srečamo? Zdaj jaz, če probam iz svoje izkušnje iz glave, reči je, da sploh ljudmi, ki so ti blizu, imaš tudi od njih neka pričakovanja. Jaz recimo rečem ženi, a veš, kaj je danes v službi, in jaz bi rad, da ona neha delati, kar počne, in se obrne in mi da recimo 100% pozornost. In če tega ne bo, jaz čutim, da tu nekaj, a je to ovira, ki je moj problem, ali to enostavno rešiti spet z dodatnim razlago, da ji rečem, prosim, ustavi se, želim si tvoje pozornosti ali kakorkoli, ali mogoče pretiravaš? Zdaj, možna ovira tukaj v taki tovrstni komunikaciji je, da moje sporočilo ni bilo dano v celoti. Jaz sem nekaj, bom rekel, povedal, nekaj sem pa pričakoval. Ampak to pričakovanje je v mojih mislih. To se pravi, da prejemnik si sam iztolmači, kako je. Sej to sem že večkrat naredil in zdaj pa on že more vedeti, da pa jaz želim njegovo pozornost. Meni je smiselna ta celostno sporočilo, da tudi povem, zato ker bi mi ta trenutek to veliko pomenilo. Da dam res cel komplet in da povem predvsem to, kaj je moja potreba, ker ni rečeno, da je zdaj pa vedno moja potreba takšna. Kdaj samo sporočim, ne vem, danes sem pa utrujen, recimo. In zdaj to ne pomeni, da pa jaz rabim res potrebo po tem, da pa se mi nekdo posveti ali pa da mu kaj več povem. Se pravi, še enkrat je, ko komuniciramo, je zelo fajn, da damo cel komplet, kaj se dogaja. Ne tisto, jaz predvidevam. Meni je tako prav smešno meno, ko pa slišiš, da je v pogovoru v nekem paru, ko reče mož ali pa žena, ja, jaz že vem, kaj naša misle. Ali pa jaz že vem, kaj naš misle. Ja, kako? Saj nisi v njegovih možganih. Ampak ljudje, kar predstavljamo ali pa predvidevamo, kaj zdaj pa nekaj bilo, ker je v neki osnovi, ja, se to že večkrat zgodilo, lahko. Kar pa ne pomeni, da je pa to vedno. In zato so dostikrat konflikti tudi v tem, se na drugi strani potem odzove, ja, nič ne veš, ti se pojma nimaš, kaj se dogaja v mojem življenju. Tako. In si potem kar malo šokiran, kako vidiš, da ljudje ne dajo celostnega sporočila, kot bi ga želeli pravzaprav poslati. Pa celo obratno se mi zdi, da tudi velja, da kdo reče, ne vem, vpraša partnerko, kaj te moti, kaj je narobe, in odziv je, če bi me imel rad, bi že vedel. Ja, to je pa to pričakovanje. To je sploh čustveno izsiljevanje. To je sploh tista stvar, ker potem še to ravno ta stavek, če bi me imel rad, bi že vedel. Ali pa če bi imel rad, če bi se zanimal zame, bi to že. Ja. To so, bom rekel, spet neke ovire, ki lahko nastanejo v komunikaciji. Sej dostikrat dajemo kakšne nalepke. Ko nam nekdo govori, pa mi takoj že v glavi vse sprocesiramo in damo nalepke, ta je neumen, s tem ne bo nič. Recimo se voziš v avto, pa te nekdo prehiti, tako idiot, narediš neko drugo stvar, je tako drugo. Mislim, tako, jaz vedno pravim, da nalepke nas ne bodo rešile, pa jih zelo hitro pa radi dajemo, ocene, kako mi o nekom nekaj vemo, recimo. Tako da to je res ena taka, bom rekel, klasična ovira v komunikaciji. Tudi to, da takoj mislimo, da moramo dati zdaj pa mi nek odgovor ali pa pomagati človeku, da mu bomo mi zdaj rešili problema. Se pravi, nekdo nam nekaj sporoči, mi pa naredimo preprosto je enako jaz in potem se odzovemo in začnemo človeku reševati problem. Jaz vedno pravim, ni finta v tem, da zdaj jaz njemu rešim, ker s tem v prvi vrsti vzamem odgovornost od njegove situacije. Drugič pa
jaz sam bom rekel, zdaj v nekaj vstopam, kar sploh nismo v isti koži. Ne vem, kot pravi eden od pregovorov, da človeka nauči loviti ribe ali pa najprej nosi njegove čevlje, preden mu karkoli rečeš. To je res ena klasična ovira, ko mi ljudje rečejo, pa kako se jaz hočem človeku pomagati. Se ne veš, če on res rabi tvojo pomoč. Ali pa ga ne bi najprej naučil, da pa on naredi tisti korak. Sam pri sebi, kaj je on pripravljen narediti. Jaz, ko mi recimo ljudje, ne zdaj samo zaprte osebe, ampak tudi žrtve kaznivih dejanj ali pa ostali, s katerimi se srečujem, povedo svojo zgodbo, kdo si misli, da mi jo povedo zato, da bom pa zdaj jaz pomagal. Tisti dobrodelnik, ki bom pa zdaj vsem tako nudil svojo ramo in tako, sploh ni stvar v tem. Jaz rečem, a mi sam pomagate, kaj ste pa v tej vaši situaciji že probal ali pa probala narediti? Ravno v tem, da vidim, kaj je oseba iskala. Doskrat je potem tista spet ena od ovir v komunikaciji, ko je vsi vse, nič nihče, ta ekspanzija. Vsi ste isti, nič ni dober, vse sem že probal, vse mi gre narobe. In spet ne poveš praktično nič. In potem je treba ožati. Vse sem že probal. Mi sam pomagate, kaj pa konkretno? Ne vem. In potem ti našteje mogoče 1-2 stvari. Torej, to so te poti, ki jih v komunikaciji pravzaprav se učiš, da čim več dobiš nekega mesaja, s tem rečemo, ali pa vsebine v tem sporočanju. Vsekakor pa ne delam, da je zdaj to moj problem, kar mi nekdo sporoča. Ampak da potem iščeva, kaj je ta oseba pripravljena v situaciji narediti. Jaz dostakrat sebe označim, lahko sem brcal v zadnje 3 črke, ne vem, smerokaz, sopotnik, nimam se pa za to vlogo odrešenika, da pa zdaj z drugim rešujem problem. Pa ljudje pridejo direktno, rečejo, dajte jim pomagati. Prav pričakujejo, si želijo, ampak jaz res takoj vržem žogco, pa rečem, sam nekaj bi vas prosil, dajte jim sam pomagati, kaj ste pa v tem že naredili. Če se ne vem nič, kaj ne sploh. In gremo spet od začetka. To se pravi, kakšne pa so možnosti, recimo, kaj bi se dalo, kaj je tisto, kar bi vam po tem trenutku pomagalo, ali pa kaj bi bilo pa nekaj bolj trdnega za vas v tej situaciji, ali pa da bi šli od tega se oddaljili, recimo. In potem iščeva skupaj. To se mi zdi zanimivo, ker nekako spet sem pri tem, da dobim občutek, da je to poslušanje tako važno. Se pravi, da vi lahko tudi s tem, ko samo vodite z nekimi podvprašanji neko osebo, ki potrebuje pomoč, in na ta način pomagate. Ker tudi ta standardna psihoterapija, ki so imeli kavče v pisarni in je tam ležal in govoril in terapevt je na 10 minut rekel, zanimivo, ali pa nadaljujte. In v bistvu to, da je človek, zato je tudi pisanje terapevtsko, da iz sebe da te misli, ki jih ima, seveda pa si predstavljam tudi, vi ste zaporniški vikar, da pridejo do vas tudi osebe, ki pa želijo neko moralno usmeritev, razbremenitev, pomoč pri nekakšnem dajanju dejanj v kontekst ali planiranju naprej. Zelo mi je zanimivo, ste mi rekel, da delate podiplomski študij. Res je. Na eno zanimivo temo, mogoče če vas o tem vprašam, spravi, kaj, zdaj ne vem, če bom znal, mogoče če vi poveste bolje, v smislu, kaj je ljudem sveto in kaj lahko uporabiš za rehabilitacijo teh oseb? Ja. To je področje obnavljalne pravičnosti oziroma restaurativne pravičnosti, v angleščini je izraz restorative justice ali pa italijansko justicija restaurativa. Jaz prevajam to kot obnavljalna pravičnost. V slovenskem prostoru zelo malo poznana, nekaj je bilo, slišal sem tudi že, da je to za nas mogoče še kar znanstvena fantastika, pa vendar ni, jaz mislim, da se da. Govorimo pa o področju pravzaprav nastale škode oziroma nečesa, kar se je zgodilo kot kaznivo dejanje, recimo, in potem povežeš osebe, ki so v to vključene, to se pravi odgovorna oseba oziroma storilec, oškodovana oseba oziroma žrtev ter skupnost. Ker vsaka škoda, če rečem, se zgodi znotraj neke skupnosti in tudi skupnost je s tem prizadeta. In ta moj podiplomski študij je naravnan ravno v smeri, kateri so elementi svetega v teh postopkih obnavljalne pravičnosti, to se pravi v dialogih med žrtvijo in storilcem, v krogih, pomiritvenih krogih, v konferencah, kaj pripomore, da človek išče svoje možnosti naprej. Po drugi strani pa tudi, kaj lahko ovira, ker nekaj, kar je za nekoga sveto, je lahko tudi ovira za to, da človek pa, bom rekel, splava ali pa da naredi korak naprej. Kakšen primer bi bil recimo to? Ker, primer bi bil recimo to, da
nisi pripravljen preprosto zaradi te tvoje neke vrednote iskati možnost, kako bi pa zdaj, ne vem, ti šel v tej točki, ko se ti je nekaj hudega zgodilo, naprej, če govorim za primer žrtve. Ker bistvo v teh, bom rekel, procesih obnovljene pravičnosti je ravno v tem, da ob tem, kar se je zgodilo, da ljudje v prvi vrsti drug drugega slišijo, potem pa kje vidijo sploh možnosti ali pa kaj pomaga enim in drugim, da lahko gredo naprej. Ker nažalost, predvsem pri oškodovanih osebah oziroma žrtvah, velikokrat doživljamo to, da nosijo eno veliko bolečino, ker se jim je zgodila, lahko potem kar en dobršen del življenja. No. Morda celo mislijo, sej ni pravično od mene zahtevati, da recimo se sprijaznim s tem, da oprostim. Tako. To najbrž ne gre za isto stvar. Ne, sej tudi tukaj v teh postopkih ni nekaj, kar bi se pa zdaj moglo zgoditi. Ampak kam pravzaprav pripelje? Ker pri medijaciji velikokrat naj bi prišli do nekega rezultata, če je le možno. Ja. In potem se tudi to zgodi, da kdaj pa malo osebe celo lahko mediator malo sili v neko, bom rekel, skupno pot, kar pa v primeru žrtev nikakor ni smiselno, ker se lahko zelo hitro počutijo ponovno zlorabljene oziroma v vlogi žrtve, ali pa če rečem ponovno viktimizacija. In zato je treba zelo previdno. No. Žrtve imajo tukaj možnost slišati stvari strani odgovorne osebe oziroma storilca, povprašati za odgovore na tiste vprašanja, ki jih imajo v sebi, ker to potrebujejo, to sporočajo. Eno prvih vprašanj, ki ga jaz slišim recimo strani žrtve je, zakaj si to meni storil? Kje si mene najdel? Koliko časa si opazval našo hišo, da se je to zgodilo recimo? Tako, ta priložnost je, po drugi strani ima odgovorna oseba priložnost, da stvari pove, konec tudi predstavi samega sebe, pa ne za stvar opravičevanja ali pa iskanja zdaj nekih poceni možnosti, ampak ravno tega odnosa, ki je nastal v tem momentu, ko se je pa zgodilo neko hudodelstvo. No? Tu najbrž pride v poštev to, kar ste tudi predavali, takrat, ko sem vas poslušal, se pravi načela nenasilne komunikacije. Marshall Rosenberg je en tako ime teorije tega. Seveda nekako v moji glavi je teza, da bi vsaka komunikacija morala biti nenasilna. Mi imamo tudi na naši urgenci posod liste nalepljene, da je ničelna toleranca do nasilja in tako naprej. Pa vendar, zakaj gre v bistvu v tej teoriji nenasilne komunikacije? Če vzamemo prav Marshalla, tudi meni je on zelo blizu, in tudi na svojih predavanjih dostikrat uporabljam primere, ki so iz te njegove teorije. Po njegovem tem modelu je ravno to se pravi, da opazujem, da zaznavam čustva. Svoja. Ali pa v nekem dogajanju pri osebi, kjer je recimo neko nasilje čustva, potrebe in potem, da se izrazim. Zdaj, kdaj rečejo, da poveš željo, ampak želje so nekaj drugega, kot pa tisto, kar pride ven iz potreb. Bi mi bilo dragoceno, da se pa to in to spremeni, recimo, ali pa bi mi bilo tako. Predvsem pa v sebi, to se pravi, da nisem nasilen, ravno to, da povem, zdaj se počutim tako in tako, ker je moja potreba ta in ta, in zato bi mi pomenilo veliko več, če bi se pa to in to zgodilo. Sprav, to je ta Marshallov krog, ki ga ima, oziroma njegov potek pri sami nenasilni komunikaciji. Zdaj sam Marshall ni imel rad tega izraza, nenasilna komunikacija v tem smislu, ker zdaj, komunikacija bi dejansko v osnovi tista bi mogla biti nenasilna. No? Ampak to sporazumevanje je on na začetku poimenoval, predvsem pa tudi v povezavi z nasiljem, ki ga je zaznatno. Prav ta njegova misel je, da je nasilje pravzaprav uveljavljanje potreb na nepravi način. Se pravi, ko imajo ljudje neko potrebo in ker tega ne dosežejo, postanejo nasilni. In zato je nasilje uveljavljanje potreb na nepravi način, predvsem na način, ki rani dostojanstvo. No? Pa je tu kakršnakoli način, pri vas je to v profesionalnem življenju, ampak recimo včasih se uči, da če je nekdo nasilen, se samo umakneš, da nekako ne moreš v tistem trenutku sploh z njim komunicirati. Pa vendar, vi ste recimo tudi delate z ljudmi, ki so zaprti, ki so morda obsojeni. Kako nekako
pridete do njih, oziroma mimo te neke mogoče jeze, ki se izrazi v kom? Zdaj, to, kar sem prej na začetku omenil, pripraviti prostor, slišanosti, to je to opazovanje. Pravi, da človek spregovori. In potem, ko je nekdo, ne vem, razburjen, pa reče, ja, jaz bom vsega dosti, jaz tega ne zdržim več, že 3 dni kličem domov, pa se noben ne oglasi. Opišeš čustvo, ki ga zaznavaš. Kdaj imajo nekateri ljudje težavo opisati svoje čustva? Ker to je ena od lekcij, ki se jo ne učimo v šoli, oziroma nijamo neki zdaj by the book, ljudje tudi marsikaj preberejo, ampak ti se moraš učiti opisati določeno svoje čutenje, kaj se v tebi dogaja. Zato ti tudi pomaga ta, bom rekel, besedni zaklad. Tudi, če ne znaš ravno poimenovati, da ga skušaš vsaj opisati. Jaz imam velikokrat kartice pri sebi in potem razporedim, da ljudje izberejo čustvo, ki ga, bom rekel, zaznavajo. Potem imam ene posebne kartice, ki so tako imenovani blobsi, kjer so pa narisane podobe, da ljudje na ta način prepoznajo v sebi neko čutenje. In potem iz tega občutka prideš na potrebo. Sprav, ker potreba je v osnovi in zaradi moje potrebe nastane neko čustvo. Rad bi samo malo miru. Sprav, tvoja potreba je po miru. In sem v tej efektu nervoze, zaradi tega, ker bi rad se samo skoncentriral, v miru, ne vem, odpočil in tako naprej. To in potem pride to ravnanje iz te potrebe ven. Zaradi te potrebe bi pa jaz si želel, da se to in to zgodi. Ampak se pravi, če govoriva zdaj v tem primeru tega, že 3 dni mi noben ne dvigne in se pravi, njegova potreba je tu, v tem primeru on želi nek stik. Njegova potreba je zaskrbljenost. Tako, bravo, je zaskrbljenost. Se pravi, želel bi si dobiti informacijo in zdaj, kakšne ima še druge možnosti, kako bi lahko preveril, lahko potem se pogovarjajo, lahko kam drugam pokliča, kakšna druga varianta, ampak on je tisti, ki to odkriva, ne da zdaj jaz rečem, to so rešitve, kjer vam je zdaj blizu. Jaz bi to lahko naredil, ampak to so rešitve, ki bi jih jaz naredil in ne smem polagati ljudem tega, kar bi jaz naredil, ker bojo čez 14 dni spet nazaj. Joj, zanj si tako fajn povedal, a lahko danes tudi. In lahko ljudi preprosto naredimo odvisno od sebe, če jim mi rešujemo njihove probleme. To je zanimiva odvisnost. Jaz sem imel s Sanjo Rozman tudi en podcast o odvisnosti in je rekla, ta odvisnost od osebe, spomnim, da to obstaja, kako so ljudje lahko od odnosov, odvisnost od odnosov. Ampak če greva zdaj recimo na malo bolj tak vsakdanji primer iz tega zapornika na recimo svojega otroka, ki ti reče, recimo to je en tak tipičen primer, nočem v šolo, itek me noben ne mara. In zdaj nekako odziv starša bi bil, da rečeš, ne, pa sej to ni res, sej te imajo vsi radi, ne vem. Kaj je zdaj tukaj, kako lahko ti... Kakšno je čustvo, recimo, ki ga otrok izreka ali pa ki ga kaže? Ne vem, a je neka žalost, jeza, zaskrbljenost nad odnosom. In kakšna je potreba njegova, otroška? Verjetno potrebuje neko vodstvo tebe, kot odrasle osebe, da mu daš kontekst. Ok, to je zdaj gledano iz strani starša, ki si naredi en filozofski kontekst, kaj je bilo. In odgovornost hočem prevzeti. Kaj je potreba? Se je izrazila, ker me nihče nima rad. Prav potreba je, da bi bil sprejet. Tako. In tle nagovarjati zdaj to potrebo, kje je možnost, recimo, da se vzpostavi ta odnos ali pa ta potreba, da je zagotovljeno. V tej smeri se pogovarjata. Mene zanima, a ste na teološki fakulteti imate verjetno tudi izobraževanje na temo sporazumevanja uradna? Ne, ni bilo, vsaj v mojem času, ne vem kako je zdaj, ni bilo nekega predmeta, kjer bi se zdaj učili komunikacije. Tukaj je ena taka zanimiva varianta, da tega ni v nekih šolskih kurikulumih, zdaj pa kako se pogovarjati. Jaz imam kdaj s kakšnimi skupinami, tudi v okviru kakšnih župni in tako naprej, da imamo potem delavnico, ali pa kot je bilo za razne zdravstvene delavce in podobno. Na ta način vidiš, kako ljudje si tega želijo. Predvsem, da z neko praktično možnostjo potem pilijo, kaj lahko naredim v svojem življenju. Mogoče je pogovor in komunikacija celo že en korak naprej. Že te osnovne stvari bi se bilo treba učiti, se pravi recimo opazovanje svojega telesa v odnosu. Jaz se spomnim zelo dobro, ko sem organiziral ene delavnice na fakulteti, prostovoljno, šel sem ekstra, dobil sem mentorje, povabil, da so prišli kazati neke klinične veščine, povabil študente, organiziral, delal v bistvu iz svoje dobre volje, ker se mi je zdelo, da naš letnik rabi pač vaditi preglede pacientov.
In na koncu sem jim poslal vsem kot nek formular, napišite prosim, kako vam je bilo. In iskreno priznam, da malo tudi iz vidika, kaj sem jaz se vse potrudil, boste pa zdaj tle malo hvaležni in res veliko večina teh odgovorov je bilo hvala, super, joj, krasno, ne. En je pa napisal neko tako, še zdaj se spomnim, neka taka zelo ostra oziroma direktna stavek v smislu, zakaj je tista ena mentorica neki, ne vem katera, govorila toliko o svojem vsakdanjem delu, tu je, da nas uči, ne pa, da nam govori svojo zgodbo. In jaz sem začutil takrat sem se že ukvarjal tudi s čuječnostjo, pa tisti trenutek sem malo pozabil na to. Začutil sem med branjem tisto, veste, kad čutiš v sebi, da te malo stiska nepravica, jeza, kot neka razočaranje, ne. Prvič, kaj si ta upa, saj to mi delamo prostovoljno, kaj bo on zdaj nad njo pluvil, če je prišla gospa mu pomagati zdravnica v svojem prostem času, neplačano, kako si to, ne. In v tistem, ko sem to delal, se spomnim, sem se spomnil na ta princip neopazovanja sebe. Jaz sem prosil za povratno informacijo, on jo je dal, ni je dal na najbolj prijeten način, ni je dal najbolj vljudno, ampak mogoče lahko vseeno en del tega uporabim. Mogoče je ona res malo imela, a ne več kot nekih tangent. Se pravi, to opazovanje tega, kaj se dogaja z mano med samim dogajanjem, pogovorom, branjem. Tako je. Da znam sebe spremljati. Ampak tudi pri tem gospodu, se pravi, njegova ta eskalacija, ki se je izrazila v pisanju, bi padla dol takrat, kadar bi bil on slišan, oziroma kadar bi bile njegove potrebe nagovorjene. Pa ne govorim, da zdaj moramo mi človeku ustrešiti, ampak sam, da on spregovori. Ja, on je spregovoril na ta način, pa je bila potem pri vas verjetno, ker ste naredili enako, jaz slabo delam, on me ne mara. Občutek tako. Ampak s tako osebo ji dati prostor v živo, no, ker... Ravno to sem dobil zdaj idejo, ko ste rekel, da če bi mogoče, on je mogoče vmes 2 uri že v sebi to brbotal tam, da morda, če bi vmes rekel, dobro, smo na pol, a ima kdo pripombo, željo, a ima kdo povratno informacijo, na vljuden način. Kakšno izboljšavo, glede na to, kaj pričakujete. Tako, in bi mogoče on rekel, ne vem, a lahko bolj strjeno samo pregled, gremo še enkrat čez. Morda, ne, ampak tukaj je spet to se mi zdi, ne, ljudje bi radi bili tudi potiho vsem všeč. Ne? Jaz bi rad, da zdaj, ker sem to naredil, recimo, ko bom ta podcast objavil, da bo 100% komentarjev hvala, lepo sta to povedala, ne vem, pomaga mi. A ne? In tu iskreno se meni zdi, pa popravite, ampak da ni niti naša odgovornost, da spravimo vse ljudi na svojo stran. Mislim, zdaj lahko igramo to vlogo, ne? Mislim, transakcijska analiza bi marsikaj imela zapovedati tukaj, ampak rabimo igrati vlogo všečneža. Jaz mislim, da ne. Ampak daš tisto, kar nosiš v sebi, to deliš. Zdaj, dejstvo je, ljudje bodo eni tako reagirali, drugi bodo drugače, ampak ravno to, a je moje življenje naravnano, da se pa jaz zdaj oziram tako, da bom rekel, čim več ljudem všečen, da bom imel čim več, bom rekel angleško, lajkov. Ni to, ker tukaj sem vam spet jaz pri sebi vprašati, katero potrebo imam, da jo zdaj hranim s tem mojim ravnanjem. Tukaj je, veliko ljudi recimo bere komentarje, tako jaz tukaj svetujem distanca od tega, predvsem, ker na spletu pride prostor, kjer ljudje danes si ga vzamejo, predvsem, ker je pod anonimnostjo in tam noter oni vse najbolj vejo. To so, mislim, toliko pametnosti, koliko je tam zapakirano in vsi vse vejo in potem drugemu in tako se rečeš, očitno potrebujemo ta prostor, da ljudje tam lahko nekaj izrazijo, ampak jaz osebno takih stvari ne berem, prav zaradi tega ne, ker ni to moja hrana. Mislim, Točno to, kar ste rekel, ker se mi zdi, da na ta način edino lahko zmagaš tudi te ljudi. Zmagaš, to je zdaj tako, mogoče sem narobe zdaj se izrazil, ampak recimo jaz bi zdaj prebral komentar in bi šel spodaj pisati, da bom jaz njega prepričal v to, da je nesramen in da se mora lepše obnašati. Kaj se bo zgodilo? Ne? To je olje na ogenj. Ne? On bo razplamtel, imel bo še druge tam spodaj. Na kak način prekineš to nasilje tako, da mu ne daš luči, da ne bereš, ignoriraš to, kar se dogaja. Zdaj, prva stvar vsake komunikacije, to bi mogla mogoče sploh na začetku povedati, ampak prva stvar vsake komunikacije je, da tisti, ki sporoča, govori o sebi. To je pa dobra poanta. To je dejansko pri vsakem. Ne vem, jaz bom dal en tak primer, otrok vpije nad mamo, ti si najslabša mama na svetu. Mislim,
Jaz poznam mame, ki kar dol lezejo, ko to slišijo, da so zdaj one najslabše in kako bi se mogle popraviti. Škoda, občutek krivda in ne vem kaj. Mislim, tako, ampak otrok sporoča o sebi. On ima neko stisko. Tako. In tukaj so stvari, ki jih je treba. Tako. In tudi pri vseh teh komentarjih te osebe najprej sporočajo o sebi, ne o človeku ali pa o čemer, o dogodku ali o čemerkoli že se piše. Zato je pri vsaki komunikaciji najprej, ker je iz mene odziv in zato sporočamo o sebi. Tudi ko govorim, jaz sporočam o sebi. In to je tisto, kar je smiselno ohranjati ves čas. Ja. Ves čas, da ne pademo na to finto, je enako jaz, oziroma da ne reagiram. No, ker, kot sem rekel, ena večjih izkušnjav je, da mi se takoj užgemo, reagiramo. Nekaj slišimo in reagiramo. Ljudje slišijo na televiziji, gledajo neko informativno oddajo, poslušajo prispevke in oni kar reagirajo, kar jezijo se tam, kar na televizijo, na vse, ki so na drugi strani. Tako, in to je meni zanimivo, kako padeš noter, no, in ti res ni potrebno. No? Ti res ni potrebno. Se mi zdi celo, da se kdaj reče, ne vem, nekdo ti nekaj tazga nesramnega reče, napiše kakorkoli in ti se, kot ste rekel, ven padeš pred ekranom, pred televizijo, na kjerkoli pač si. In če ti kdo reče, pa dej ne se, ne vem, te standardi, ne se spuščati na njegovo raven, kakorkoli, in ti rečeš, pač nekdo mu more povedati. Ne? On si zasluži, da sliši to zdaj mojo jezo. Ne? Jaz pa vedno obračam obratno, ne? A si on zasluži to, a si ti zaslužiš, da se zdaj slabše počutiš, a se je že kdo boljš počutil, lahko se vsak zase razmislil, ko si se zdrl na nekoga, ki si je to zaslužil, a si se ti boljš počutil takrat. Ne? Se pravi, a si se ti zaslužil zdaj, da si mu dal to moč temu spletnemu komentatorju, ki ti je napisal nekaj nesramnega, in če kdo reče, to je defenzivno razmišljanje, da to zdaj oni v sebi pišejo. Naj zase si vsak odgovori, a bo neka mirna, srečna, izpopolnjena oseba tujcu napisala ti prasica debela. A lahko to naredi? Seveda ne. On ima neke stiske. Lahko celo probamo s sočutjem pristopiti do teh ljudi. Ne? Mislim, neko doživljanje je zagotovo. Zdaj jaz ne bom takoj dal spet nalepke ali pa predalček, to je pa stiska, ne vem kaj, ampak povej mi več. Ena od stvari, ki jo jaz velikokrat uporabljam, je, da ko nekaj slišim, rečem, a mi lahko date kakšen stavek več, a mi pomagate, da to slišim. Tako, da ljudi povprašaš. Zdaj, strokovno ne bi to človek opredelil kot širjenje informacijskega prostora. Se pravi, želim vedeti čim več, kaj je za tvojim hrbtom, kaj se dogaja, da to prihaja iz tebe. Kdaj je lahko čist lepa novica? In tudi to, a znam spodbuditi, da mi človek pove več? A znam človeka vode, da mi pripoveduje zgodbo? Kdaj se je pa to začelo, kaj je bilo pa prej? Tako, da dobiš potem res to celoto in da tudi vidiš, kaj je človek pripravljen v neki situaciji narediti. Se pravi, mi ne postavljamo vprašanj iz zanimanja, se pravi, da bi jaz to vprašal, da mi povej kaj več, to pomeni, jaz se zanimam zate, ali pa se zanimam za situacijo, v kateri je neka oseba, s katero sem se srečal. Meni kdaj že ljudje rečejo, ko ga vprašaš, kako si, pa on odgovori v redu, ali pa dober. Pa se rečem, a mi sam pomagaš s kakšnim stavkom več? Ja, v redu sem. Kaj pa to zate pomeni? Pa ne vem, tako prav, fajn se počutim, dobro sem spal, zjutraj sem se fajn nafruštkal, najedel, pa prej sem enega prijatelja srečal, pa tako, zdaj sem se nekaj zmislil, ne? Ampak da dobiš res kaj v ozadju nekega odziva, ki ti ga človek da, a znam povprašati, da mi povej kaj več. Ker mi smo ujetniki nekih fraz, predstav, kjer imamo potem tisti binarni sistem, zelena lučka, rdeča lučka, vse je v redu, tako, kako je bilo v šoli v redu, se imaš kaj za učiti, ne, kam greš ven, kdaj priješ, ne vem. Tako, to so nas naši starši sprašvali, pravzaprav celo naše otroštvo. 6. vprašanje je bilo moje, mami je kaj za jesti. Ampak nam zmanjka v tem, a mi poveš kaj več. A mi daš še kakšen stavek? Kako je bilo v šoli v redu? In mi smo, bom rekel, tako naredimo kljukico, ali pa je ta zelena lučka, kot sem rekel, zato, ker je bilo čisto ok, ni bilo problemov, hvala Bogu, ni problemov in življenje gre mirno naprej. Pa pride problem, smo pa čisto, odkje? Ja. To je sicer težko, ne? Jaz nimam še v šoli otroka, imam pa v vrtcu in zelo vlečem iz nje. Ne? Kako je bilo v vrtcu? V redu, točno to? Kaj ste delali? Ne? Kaj se to? Ona kar, nekako se mi zdi tukaj neka vztrajnost, morda, da se učiš tudi nekih vzorcev. Recimo pri večerju vsak pove malo o svojem dnevu na ta način. Ne? Mene je najbolj lušten primer, ko jo jaz uspavam, zdaj je stara 4 leta, in ona se da noče zaspati. In oči še eno zgodbico, in pa jaz vmes rečem, dej, Mina, kaj pa če
kaj pa če ti meni poveš malo o svojem dnevu, mene to zanima. In on reče, če jaz sem tako utrujena. V trenutku to pa zdaj ne bo šlo, ne? Ona na pol spi praktično. Ne? Pa še eno zgodbico. Se pravi, vse so luštni in domiselni otroci, ne? Ampak ta iskreno zanimanje, tudi se mi zdi, da zdaj sem veliko govorila tudi o nekak izražanju in izražanju sebe, komunikaciji, ampak poslušanje, ne? To, kako tudi poslušati, se mi zdi važno. Ko ti nekoga nekaj vprašaš, ali pa če ti začne govoriti, pa imaš telefon, zdaj se spomnite, ko smo se mi srečala na kavi pred tem podcastom in nisem imel zvezka, sem se hotel par istočnic napisati v telefon. Meni je bilo že to neprijetno. Če mi vi nekaj govorite, pa si jaz pišem v telefon to. Ta distrakcija telefona, ki jo vsi poznate v vsakdanjem življenju, ko nekomu nekaj govoriš, pa on mora nekaj pogledati nujno, mora sam nekaj narediti. Ne? Se pravi, ta čuječa prisotnost in poslušanje, mogoče istočnica, kako biti dober poslušalec. Ker se mi zdi, če si dober poslušalec, si dober oče, prijatelj, brat, sin, učenec, direktor, ne vem, zdravnik, avtomatično boljši. Sicer ta beseda, dober poslušalec ali pa slab poslušalec, tukaj me spominja samo na to črno-belo televizijo, no? Ampak jaz svoje poslušanje lahko izboljšujem. Ljudje običajno, če jaz znam poslušati, ne? Ampak znam to tudi izboljševati. Ker beseda dober je lahko zelo hiter na paleti, ker mi nijamo zdaj radi, da se sebe opredeljujemo, zdaj pa jaz sem slab poslušalec ali pa meni to ne gre. Tako. Ampak ja, se kar znam poslušati. Vse, kar se tiče poslušanja, govorimo. Ne? Ampak, a znam to svoje poslušanje tudi izboljšati? Kako bi ga sploh izboljšal? Kakšne imam možnosti? Meni pripomore ravno to, a znam iz človeka izvabiti čim več. A znam poslušati, kaj mi sporoča in še enkrat širiti ta informacijski prostor do te mere, da kopljamo. No, tako jaz si vedno predstavljam človeka kot eno tako res globoko zakladnico in tukaj sam koplješ. Ne? Tako, povej mi kaj več. Aha, kako je bilo potem to? To je razlika od zasliševanja, ker lahko otroka tudi zaslišujemo. Ne? In tudi preprosto vprašanje, kako je bilo v šoli, kako je bilo v vrtcu, je lahko nek način zasliševanje, ker točno vem, da boš to vprašal. Ne? In jaz se naučim odgovoriti. Jaz bi rekel, okay, kaj pa bi ti dala pod to, da je bilo dobro? Kaj je bilo dobro, recimo? Katere so tiste stvari v vrtcu, ki bi jih pa ti dala pod dobro? Kdaj bi tudi vzel kot igro, recimo, aha, tukaj ima besedo dober, kaj bi pa dala, kdo so bili vsi, recimo, tako osebe, ki si jih danes srečala, katere bi dala pod dober? Pa bi dala določen stvari, verjetno ne vse, mogoče pa vse, ne vem. Tako da iskati čim več priložnosti, kako se človeka spodbuja, da daje to svojo notranjo vsebino. No? Ker komunikacija je pravzaprav proces sporočanja, proces, ne vem, iskanja nekih možnosti. Saj ne komuniciramo samo ljudje, saj tudi živali komunicirajo. Zdaj to ni samo neka najvišja oblika človeštva, rekel, človeške sposobnosti, da pa zdaj komuniciramo. Nekateri komunicirajo tudi človek žival, recimo, ali pa človek druga bitja v naravi, sprav, rastline, drevesa, nekateri jih objemajo, nekateri se pogovarjajo z rožcami. Ampak, pa jim rožce verjetno tudi kaj odgovorijo, ne vem, pojma nimam. Ampak hočem reči, iskati samo možnosti, kako to peljati ali pa poglobiti ali pa poživiti. Tu, če rečeš zase, jaz dobro komuniciram, ali lahko to izboljšujem. Še enkrat, jaz nisem na koncu, pa velikokrat predavam komunikacijo, ampak se učim v vsakdanjih situacijah. Zvečer se vprašam, kako bi pa lahko neko stvar boljši izpeljal, ali pa kje pa mi je zmanjkalo pri samem sebi ali pa v odnosu do nekoga drugega. No? Pri otrocih jaz velikokrat uporabljam podobo živali. Imam prav tako celo škatlo živali in to, kar vzamem, recimo današnji dan, kako bi opisala s katero živaljo in izberejo žival in potem opisujejo. Tako, za kontekst, recimo katerega koli poklica, kjer je nek stik z ljudmi, so eni taki pripomočki zelo koristni, tudi v zdravstvu verjetno, tako, da ti lahko pomaga v nekem ključnem momentu, ko pa rabiš zvedeti malo več. Kako bi narisala bolečino? Recimo, tle ima od 1 do 10, kam bi dala prst? Recimo, pa da na 6 ali pa na 10. Tako, da človek nekje samega sebe vidi, no, kje je. No. Da je tudi neka igra in konec koncev zanimanje otrok. Morda ni zanimivo zdaj samo še enkrat govoriti
s kom je sedela za mizo v vrtu. Torej, neke vrste igre. To je zanimivo, kako to tudi ni vedno intuitivno. Ne? Mislim, pediatri so zelo izurjeni v tem pogovarjanju in tudi nekako pregovarjanju. In tega se spomnim, da smo imeli enkrat vaje iz pediatrije. 4 študente smo bili in ta pediater, ki je pregledoval enega malega fantka, ki je seveda, čim je on prišel zraven, postal nemiren, začel jokati. In potem je ta pediater moral poslušati pljuča stetoskopom in seveda, če se otrok joka, potem je to praktično nemogoče. In on je poslušal pljuča in vmes je rekel, poglej, poslušam še nogico. In je šel iz pljuč na stopalo. In otrok je seveda čisto nekako presenečenja, kaj se dogaja in zakaj je zdaj tu. Je utihnil za toliko časa, da je ta pediater več slišal, ampak zanimivo, ko smo prišli ven, mi je ta prijatelj, ki je bil z mano na vajah, rekel, ker on je bil pa tak zelo strog teoretik, se pravi fizika, kemija, medicina, ne samo znanost, bolj kot te nekak odnosi. Je rekel, a veš, da jaz sem pa vmes razmišljal, kaj on sliši tam v nogi, kakšen del pregleda je to poslušanje nogice, ali tam kakšne žile, šume. Se pravi, on je dobesedno ni prepoznal to kot del igre, ampak je gledal samo strogo medicinsko na pregled. In se mi je zdaj tako posrečeno, se ta prijatelj še zdaj nima otrok, tako da mogoče nekoč se nauči, ampak to, kako lahko na hec vržeš. Se mogoče ob tem primeru omenva prav to, tudi koliko je pomembna neka neverbalna komunikacija. Ne? Zdaj, tukaj je otrok kazal na svoje, je bil nejevoljen, ampak zdravnik se je očitno znašel in iskal možnost, kako povezati tudi svojo držo. Ker še enkrat, niso samo besede, ampak cel komplet. Ogromno je recimo neke te neverbalne vokalizacije, to se pravi, kako hitro govorimo, kaj ljudje še zraven se spuščajo, razne zvoke, dihanje recimo. Tako, ker vidiš, že s tem, ko je nekdo v neki stiski, pa želi hitro povedati, da bo vse povedal, ali pa se boji, da ima premalo časa, da bo se povedal tako. In ti človek sporoča z neko to svojo zunanjo ali pa govorica telesa. Mi oba, ko govoriva z rokami, si tudi pomagava. In običajno ljudje, ko želijo nekaj dopovedati, grejo z rokami proti tebi. V variante, recimo, ko so ljudje nervozni, pa na kakšne kemike ali pa praskajo, grizejo nokte. Tako, res videti ta cel komplet. Govorica oblačil, recimo, govorica pisave, risanja, vse to je neverbalna govorica in opazovati, kaj mi človek z vsem sporoča. Danes mladi, morajo imeti neko firmo, zato da bojo sprejeti, ampak to je njihova govorica. Oni se na ta način tudi prepoznavajo, tako, vidiš cel kompleta, kjere patike, kako hudo. Tako, ampak on je sprejet, in to je zdaj, on s tem je komuniciral drug z drugima. In dotkrat pozabljamo, znati prebrati te podnapise, to, kaj se med vrsticami dogaja. In zato ko vidiš, ne vem, ali pa človek vas poklepan, ali pa sam zavzdihne, mislim, kaj mi sporoča s tem? Zdaj, ali želi mojo pozornost, ali je utrujen, ali je, zato pa tudi želim preveriti, in poprašam, ste pa zavzdihnil. Razumem. Meni se zdi, da tudi tukaj, ko sva rekla tudi o otrocih, neverbalni komunikaciji, agitaciji, pa to ni vezano samo na otroke, ampak se mi zdi, da kdaj pričakujemo tudi nerazumne stvari in od drugega. Recimo primer je, da se pa takoj umir, pa mi mirno povej. On ima pa neka čustva v sebi, ki bojo redko kdaj boš koga pomiril, če mu boš rekel, da se pa umir. Pa bo on rekel, hvala, da sem pa miren, ali kaj. Mislim, kako to? Se je ravno to pri nasilju je to ena od napak, ki jo ljudje počnejo, da začnejo človeka miriti. Umirite se, umirite se. Jaz vam dam primer, dajmo reči par dni nazaj, v eni od slovenskih veleblagovnic, in je varnostnik stal za mojim hrbtom, jaz sem imel občutek, da gleda, kateri pin bom jaz utipkal. Sem rekel, gospod, se lahko malo nazaj odstranite, in on mi reče, gospod, kar umirite se, saj ne gledam noter. Jaz nisem vedel, on gleda noter, on je stal za mojim hrbtom. Ampak ko je on meni rekel, gospod, kar umirite se, takrat sem šele začel, kaj ne se umirim si, jaz sem samo izrazil svojo željo, ampak dejansko pride do tega. In s tem, ko človeka, bom rekel, tišimo dol, bo to šlo lahko hitreje gor. Zato to ni glih primeren pristop, da pa človeka začnemo
bom rekel, tako teptati. Ne, pa tudi nerazumno je pričakovati, da bo nekdo na ukaz postal miren. Če mi tega ne znamo, kako bo to 5-letni otrok naredil in tudi kot čuječnost, ki uči v bistvu to stop tehniko, da preden izbruhneš nazaj, se ustaviš in zadihaš za 2 sekundi in je to reakcija na mesto odziv. Ne? Se pravi, premišljeno, oziroma premišljen odziv na mesto reakcije. In čuječnost uči, da v bistvu tudi če to naredim, tudi če se jaz ustavim, ko mi nekdo potrobi, reče, idiot, in meni zabrbota in jaz nazaj, ti si tudi če se jaz ustavim za 2 sekundi, to ne pomeni, da bom pol jaz miren, kot da sem se zbudil v savni in ne, se še vedno bo jeza, ampak bo pod kontrolo. To dajo dober primer, jaz sem enega učitelja enkrat poslušal, ki je rekel, če ti rečeš, jaz sem jezen, je jeza vse, kar obstaja. Če pa rečeš, čutim jezo, je pa to ena izmed. Ne? Je kot, da si na nekem konju, ki ga probaš, on je mal nemiren in ti ga probaš še vedno kontrolirati. In še vedno se boš počutil izigranega, še vedno sem počutil mogoče užaljenega, ker mi je rekel idiot, kaj pa on, začnemo te, se mi zdi na našalne misli, če bi on vedel, kako jaz dobro vozim, če bi on vedel, kako se sprevidno vozim, da je še nikoli nisem nobenega izsilil, zakaj tega ne ve. Ne? Se pravi, spet ta človek izraža tudi neko svojo stisko, jaz to vse nase prevzamem. Se pravi, jaz tudi, če se ustavim in če lepo reagiram, ne bom v trenutku miren. In tudi on ne bo v trenutku miren, če mu bom jaz rekel, umir se. Še ta moment je, mi veliko krat govorimo na ti. Pravzaprav moram po prvi osebi ni na jaz. Se pravi, meni bi veliko pomenilo, če pa lahko govoriva v tonu sobne jakosti. Ne pa umir se, tukaj si ti. Tukaj si ti. Ti si vse kriv, ne? Ja, tako, to je ta, bom rekel, učiteljski prst, ne, ki potem ljudje kar zlezejo nekam dol. Ne. Zato je, bom rekel, eno od kar fajn stvari, no, da začnemo govoriti v prvi osebi ednine. Se pravi, jaz mislim, ali pa meni bi veliko pomenilo, ali pa moje mnenje je, da tako. To je dobra tehnika. Ja. Razumem. Na eni vaši drsnici se spomnim, da je pisalo, način sporočanja je dostikrat pomembnejši od vsebine in to se mi je zdelo tako udarno. To ljudje pravzaprav gledajo. To je tako, ko vidiš, kako človek nastopa. Ne vem, ko bodo takšni drugačni volitve ali pa ne vem karkoli. Gledamo to, kar je na nekem plakatu. Ne? Ljudje dostikrat sploh ne poslušajo, kaj ta oseba pove, ampak kako pove. In zato je ta. Mislim, kaj ljudi najbolj moti, ne vem, ali pa se sprašuješ o kakšnem profesorju, ki ti je bil najmanj priljubljen, ker je pa, bom rekel tako, monotono govoril. Ker ni imel nobenega življenja, ker ni, bom rekel, niti pogledal po ljudeh, ker je gledal, ne vem, neko točko gor v zraku. To je to sporočanje. Ne? In potem tudi tiste vsebine sploh ne slišiš. Ko pa ljudje začnejo, bom rekel, imeti, prav besedo prezenco ali pa nastop, v smislu, da ljudi nagovori, potem tudi začneš lahko devati drugačne poudarke. Ali pa se z govorom potem ustaviš, ali pa nek stavek 2krat poveš, kar je recimo tebi pomembno. Tako da to je... Orodje je v bistvu, ne? Za življenje, tako, če se znaš. Tako. To je tudi eno od ključnih razlogov, zakaj takrat spomnim v COVID času je bilo veliko pozivov, sploh iz tujine, v Ameriki recimo, ne? Zakaj se daje te, nekako bom rekel, medijske pozornosti samo znanstvenikom, zdravnikom, svetovni zdravstveni organizaciji, kaj pa ti, recimo, skeptiki, teoretiki zarote, zakaj ne naredimo konfrontacijo? Naredimo okroglo mizo, pa damo na eno stran znanstvenike, na drugi stran pa ti nekako, ki vzklikajo o teorijah zarote in naj se oni pogovarjajo in bo vsak zase ocenil, kdo ima prav. Ampak točno to, kar ste rekli, a ne, nek strokovnjak, ki ima lahko za sabo študijo na študijo dokazal, morda ni tako ekstrovertiran in agresiven v tej komunikaciji, da bo potem na tej konfrontaciji izgledal kot poraženec. Kljub temu, da ima nekako znanost in podatke na svoji strani, ga bo tisti nek tip, ki bo se tam drl, ven pomislite na otroke, na sebe, nas bojo sterilizirali, bo imel tak nastop, da ta vsebina, kdo bo rekel, ampak tam so študije. Ne? In dejansko takrat iz tega namena smo rekli, pač znanost ni resničnosti šov. Znanost nekaj ve, sklepa, ne ve, a ne? In tu so neki podatki zadaj, neki argumenti. Če nimaš argumentov, nimaš kaj delati na takem panelu. Ob tem, kar prepovedujete, se jaz spomnim na to, da kolikokrat nam zmanjka se usedeti skupaj, pa spregovoriti in slišati. Mi smo v tej vlogi lahko zelo tisto, kdo je močnejši, kdo zdaj zmaga, argumenti proti argumenti. Super.
tudi za slovenski prostor, jaz mislim, da je bilo zelo zdravilno, če bi znali se usedeti skupaj. Pri obnovljanju pravičnosti so recimo tako imenovani krogi, kjer ljudje se usedejo in spregovorijo. Jaz sem se tega učil pri kanadskih indijancih, kjer se pleme usede in potem vzamejo govoreči predmet. In govori lahko pravzaprav samo tisti, ki ima ta predmet. Da ni zdaj to vse povprek debata in vsi pademo in začneš potem slišati, kaj je. In tisti, ki vodi, to se pravi voditelj kroga, potem spodbuja ljudi, da spregovorijo na določeno vprašanje, določeno tematiko in na ta način, ko se ljudje slišimo, se tudi spoznavamo in je veliko manj te polarnosti, no, ker sploh za slovenski prostor je znano, tako mi levi, desni, črni, zeleni, rjavi, mislim, pa ne želim nič tukaj zdaj potencijalno, ampak manjka nam tega, da se ljudje usedemo skupaj in spregovorimo, no, da smo slišani v tem mnenja, kaj nosimo, potem kaj je v ozadju, ne da vam je tako mnenja, ne. Kaj je tisto, kar me drži? Ne vem, je to stvar nekega družinskega, bom rekel, ravnanja, ki ga nosimo na hrbtniku. Je to, ne vem, kakšnih drugih izkušenj, razočaranja, ne vem česa. No? Mimo pa samo to, kdo je močnejši in to klofutanje in z ene in druge strani, to je tako boleče, no, res boleče. Tako se mi zdi nezrelo tudi. Ne? Meni to gre tako na živce, da ljudje, ki vodijo državo, da niso sposobni te zrelosti, da rečeš, recimo, temu ta gospod iz ponoma druge stranke, nasprotne, levi proti desnemu, je imel ta in ta argument dober. Tu se strinjam z njim, to je dobro izpostavil, s tem se pa ne strinjam. Ne? To je instant moment šibkosti, izgubil si volitve, izgubil si podporo, ne? Ker ti moraš tukaj njega v tla zabiti, on nič ne zna, jaz sem popoln, on je nič, ne ta vse je nič. Se mi zdi, da ne vem, kdaj sem nazadnje kakšnega politika, res je redkost to našem, pa tudi najbrž svetovnem merilu, da znaš ti reči, da se mi v osnovi, verjetno vsi hočemo dobro za državo. Se razlikujemo, moje stališče je to, on je to dobro povedal, s tem se ne strinjam, neka humana interakcija. Ko kdaj gledaš posnetke teh sej, mene zmrazi, da kdo vodi državo in kako se pogovarjajo, kot smo se mi kregali v, ne vem, osnovni šoli na tam ti si to, jaz pa nisem tako, res. Jaz mislim, da to ni samo na ravni države, no, ker tudi, se pojavlja povsod, ampak tudi tukaj je ravno to, no, če govorimo o nekem nasilju ali pa agresiji, ki je navzoča v naših diskurzih, v pogovorih in vsem tem, kar spremljamo ali pa kar govorimo, še enkrat, zakaj se to nasilje pojavlja, ne? Zakaj sem jaz, ne vem, zdaj bom rekel, pasivno agresiven, ne vem, z nekim cinizmom, z neko, ne vem, zafrkancijo, z neko nalepko. Ne? Sprav, še enkrat, tista misel, nasilje je pravzaprav uveljavljanje potreb na nepravi način. Sprav, jaz imam neko potrebo, dejstvo, ampak jo ven dajem na nasilen način. V nasilju, recimo, nisva še toliko rekla, ampak zame osebno je danes neverjetno veliko nasilja navzočega med nami. Sem hvaležen za vse akcije, ki so kot boj proti nasilju, različnimi, bom rekel, ranljivimi skupinami, ampak fizično nasilje, psihično nasilje, ekonomsko, spolno, predvsem pa res ta pasivna agresija, ki je velikokrat navzoča v govorjenju ljudi. Jaz zdaj slišam recimo ljudi, ki se zavzemajo za neko svoboščino, ampak izražajo pasivno agresijo proti nekomu drugemu, recimo. To je pa pogosto, ja. Ojoj, zavzemaš se za nekaj, želiš, da je nekaj, ampak po drugi strani bi pa s svojim ravnanjem tlačil pa nekoga drugega. Ne? Tako da tukaj, no, koliko se znamo sploh ozavestiti, da se pa nam pojavlja to, no, ta metanje varovalke ven in potem na nek zanimiv način to projiciram na druge ali pa tako. Morda se tudi, da se ti malo boljš počutiš potem, ta antagonizem. Ne, jaz sem recimo bil 2 leti vegetarijanc in v tem času, jaz se spomnim, to sem naredil zase, to je bila moja odločitev, izhajal sem iz sebe, ampak kako hitro sem jaz začel gledati na ljudi, ki niso, kot tako, malo so bili pod mano. No. Ne, oni niso naredili te moralne odločitve, oni bi mogli, pa niso. Jaz sem že 20 let vegetarijanc, ampak jih ne gledam na ta način. Mogoče bi z mano tudi potem z leti, a ne, neka ta modrost morda prišla. Jaz sem potem začel spet trenirati, nekako sem si pol odločil, da nekako želim spet jesti meso in to, ampak v tem času, ko sem
se dobro počutil pri sebi. Sem se še bolje počutil, če sem si mislil, da je unga, ki sploh ne ve, kaj dela narobe. In točno to, kar ste rekel, tudi mogoče ta polarizacija. Ne? A, B, levi, desni, ne, sem mi dobri, vi slabi. Tako, to je en zelo lušen strip sem videl, ki je v bistvu v 2-3 panelih. En človek hodi po cesti in reče, kaj je to? In vzame modro zastavico in najdu. In reče, kaj pa je to? In grem jim en z rdečo zastavico in reče, živijo in on prav, peturiti. Ne ve sploh, kaj je poanta teh zastavic. Jaz sem najdu modro. Kaj imaš ti to? Kaj mahaš s tem? Ne? Se pravi, takoj sva nekako, se mi zdi, da veliko tudi teh navijačev nekih klubov. On je pa zdaj moj nekak, jaz bom do njega nasilen, on je nič, on je gnoj, ker je pa pač navijač drugega skupka ljudi, ki brcajo žogo, oprosti. Mislim, ene stvari jaz pač ne razumem. Ampak jaz sem prišla mogoče malo tudi do tega nasilja izredne razmere, nekaj je zdaj komunikacija morda z otroci, ki je na nek način igriva, ki je, kako bom jaz izvedel, kaj je bilo v vrtcu, v šoli. Nekaj je pa zdaj recimo tudi vaše delo v zaporu, pa z žrtvami nasilja. Kako medijacija recimo, kako lahko zdaj rečemo temu, ki je bil zlorabljen, a se lahko mi dobimo in se pogovorimo, da najdemo neko rešitev, da bo vam lažje. To se pa predstavljam, da je nekaj še bistveno težjega kot jaz, kar delam v službi, pa je to profesionalna komunikacija. Ok, za medijacijo rečemo, da je to metoda razreševanja konfliktov. Jaz vsekakor si upam zagovarjati, da med žrtvijo in storilcem ne gre za tipičen konflikt. In zato tudi osebno ne vidim možnosti medijacije, vidim dialog, kot sem prej omenil pri postopkih obnovljene pravičnosti, ne pa medijacijo, da bi šel zdaj potem, predvsem, da bi zdaj, ker meni bo žrtev lahko zelo hitro rekel, jaz nisem v nobenem konfliktu s to osebo, on me je napadel, tako, ali pa on me je ukradel, ali pa on me je tako. Sprav, jaz osebno pri medijaciji, ki je metoda razreševanja konfliktov, ne vidim zdaj pa žrtev kot taka, razen če one dva ne izbereta te poti, da si one dva želita oba dva, izvolite, ker tukaj, kdo sem jaz, da bom zdaj njima prepričoval, če pa si želita, ampak osebno sem za, bom rekel, druge korake, ki so bolj njim pisani na kožo in to tudi predstavim, kakšne so možnosti, če ljudje želijo. Ampak še enkrat nikogar ne moreš prisiliti. No? In to, da zdaj kakorkoli podpiše, sprejme, naredi, tukaj v odnosu do žrtev kaznivih dejanj, to ni ta pravi korak, ker jih s tem potisnemo lahko zelo hitro v ponovno to vlogo in zakaj zdaj moram tukaj nekaj podpisovati ali pa se z nečem strinjati. Zakaj bi v bistvu iskal? Ker pa rabim skolj samo nekaj odgovorov na to svoje vprašanje, da bom lahko situacijo. Jaz bom že delal korake naprej, mi reče, jaz se bom že nekako zlizal ali pa bom že nekaj naredil, ampak jaz potrebujem v tem, uporabljam besedo potrebujem, kaj je njihova potreba, no? Slišati to, kar se v ljudeh pravzaprav res dogaja. No? To je tisto, kar je bistveno. No? V situacijah, kjer se pa stvari zalomijo. Se pravi, kjer sistem je prišel do točke, no? da pa ne gre naprej ali pa da se je nekaj zalomilo. No? Ja, ker najbrž si oni lahko mislijo, si predstavljam, zakaj bi jaz neko srednjo pot iskal. Če sem šel po cesti in me je nekdo udaril v glavo in mi vzel denarnico in od takrat recimo vidim dvojne slike. Pri nas poznamo še en mehanizem, to je poravnava. Sodišča imajo ta mehanizem, pa tudi ne želim zdaj njih kakorkoli zagovarjati, ampak a se zdaj žrtev poravnava s storilcem, a mora zdaj žrtev nekaj popustiti. To je nek postopek, kjer so, bom rekel, drugi ljudje, kjer pa iščejo neko srednjo pot ali pa kjer naredita. Da bi meni da sem jaz žrtev recimo, pa da reče, ja, veste kaj, morate tudi vi malo gledati, pa malo popustiti. Mislim, prosim, zakaj pa? Kaj sem pa jaz naredil v tej situaciji? In žrtve dejansko to sporočajo. Tudi na vso to doživljanje, ki ga imajo, ko stopijo v neko hudodelstvo. Zato jaz pravim, da je smiselno nagovarjati to, kaj se je zgodilo in potem, kdo je noter in kaj vse se mu dogaja, kakšne so potrebe in kako zdaj lahko iz tega sploh gremo naprej. No. In kako bi zdaj recimo obnovljalna pravičnost se lotila takega primera? Zdaj sva rekla, recimo ne bi, medijacija bi rekla, lejte, vi ste tukaj, dajmo najti neko skupno pot, vi boste malo popustili, vi tudi. Kaj pa je zdaj? Jaz bi se v prvi vrsti dobil z eno drugo stranjo
tudi povprašal, kako vidi, kakšne so potrebe, in potem se išče možnost, kaj sploh narediti. Tukaj zdaj ne pomeni, da se mora v živo srečati. Aha. Lahko se srečaš, ne vem, z nadomestnim storilcem, če ti je lažje, nekdo, ki je storil neko kaznivo dejanje. Odvisno, kaj oseba potrebuje. Lahko je zgolj samo neka. Jaz sem imel tudi že postopek, kjer se osebi sploh nista videli, ampak sem uporabil moderno tehnologijo in posnel vprašanja, odgovore, kar je želela žrtev v tem primeru slišati, je samo to, da ona ni bila nič kriva, da se je to zgodilo, kar se je zgodilo. Da je bila naključna. Ker je oseba imela v glavi pravzaprav to, da je z nečem pripomogla, da se je to zgodilo. Prav tisti občutek krivde. In njena potreba je bila res v osnovi, zdaj to zelo posplošujem, ampak to, da se pa to, kar se je zgodilo, ni bilo nič povezano z njo, oziroma da ni z ničemer pripomogla, da je pa storilec oziroma odgovorna oseba storil to kaznivo dejanje oziroma hudodelstvo. No? Se pravi, cilj tega, čeprav razumem, je neke vrste rehabilitacija. Cilj je, zdaj bom uporabil drugo pot, mir. In to je notranji mir. Se pravi, ker s tem, ko se nekaj zgodi, te vznemiri, te vrže iz tirnic, te vrže iz rutine, te vrže iz tega, ampak to, da sem jaz sploh mir, zato je ta obnovitev. Mislim, tako, jaz dostikrat uporabim besedo, ki je sicer v judovstvu, pa jude se med sabo dejansko tako pogovarjajo, to je šalom. Ko se srečata dva juda, srečata šalom, če je sobota, sabat šalom, se pravi sobotni mir, ampak ta mir ne pomeni samo odsotnost vojne, pomeni pravzaprav to harmonijo, ki ima človek takrat, ko je poravnan, ko je res v ravnovesju, če rečem, ali pa tisto, kar je bilo na začetku ustvarjeno, če tako rečem. No? To je ta mir, ki človeka pripelje do tega. No? To je eden, jaz, kdor me spremlja, ve, da to zagovarjam, eden največjih ciljev v življenju je, se mi zdi, da če najdeš mir, da se toliko stvari sestavi, od spanja do odnosov, do sposobnosti komunikacije, da lahko poslušaš nekoga, ne da greš takoj nase, a ne? Kaj on misli o meni, kaj sem jaz kriv, kaj bom jaz, ampak se mi zdi, da tukaj okrog sporazumevanja je ena zelo važna komponenta odgovornosti, se pravi, zakaj sem jaz odgovoren, da sporočim svoj namen jasno, da sprejmem čim bolj objektivno, kar mi je nekdo povedal, in če ne razumem, da razčistim, da znam reči, pardon, meni se zdi, da si morda ti tu nekaj mogoče se zdi, kot da te napadam, nisem hotel, da misliš, da... Ne, se pravi, čim bolj... In se mi zdi, da kdaj, ko to rečeš komu, ko se začneš pogovarjati, da ljudje kar malo tako niso navajeni. Ko greš do enega kolega, pa rečeš, joj, oprosti, ne vem, Bojan, kdorkoli, Blaž, vidim, da se sploh ne pozdravljaš na hodniku, verjetno jaz to preveč razmišljam, ampak samo hotel vprašati, ali se je kaj zgodilo, ali sem ti kaj rekel, kar si narobe interpretiral. Tukaj zdaj iščem besede, ker nočem biti, da ste videli, kako hitro priješ do tega, a sem kaj rekel, kar si ti narobe razumel, a si ti kaj narobe si zamislil, spet neka nanašalnost, sprav, da izhajaš iz sebe. Ne bi želel, da je kakšna moja poteza nenamerno sprožila, čim bolj iskreno. Jaz bi samo rekel, mi pomagaš, kako si me ti zadnji slišal? To recimo, ja. A mi daš mogoče sam kakšen odmev, kaj je bilo zadnjič, recimo, ko so govorila, tako, zato, da dobimo to povratno informacijo. Tako, no? Mi po tej povratni informaciji ne sprašujemo, no? Potem, da mi nekdo sporoči, kako je to nekaj slišal. Jaz zdaj tudi preverjam, recimo na koncu rečem, a ima to kakšen smisel za vas, to spravi, pa kako me pa slišite, a mi sam pomagate z nekim odzivom. Se tudi na predavanjih, jaz uporabljam žogco, in potem žogco dam ljudem in kdo dobi, to je govoreči predmet, kdor ima žogco, spregovori. Tudi na začetku, kaj so njihova pričakovanja, da slišim prav te potrebe, ki jih nosijo v sebi, in na koncu, da dajo tudi povratno informacijo, kako so skozi celotno predavanje dobili to hrano, ki so jo na začetku izrazili, kjer potrebujejo, da se pa nahranijo. No? To je, in ta odgovornost tega, se pravi, kaj moram jaz pravzaprav narediti, poskrbeti za svojo plat komunikacije. Ker kdaj je zelo utrudljivo, če si misliš, on je zdaj prišel in je jezen in se slabo obnaša, moj cilj je, da ga vzgojim. Ko bo on se nehal z mano pogovarjati, bo rekel, hvala, odslej bom komuniciral bolj spoštljivo. In to, mislim, da si daš tako grozno težko nalogo, da nekoga v 5 minutah vzgojiš v spodobno osebo. To je tudi daj na teh spletnih komentarjih. Začneš spodaj pisati, poslušaj, ali se vam res zdi primerno tako, neki...
se mi zdi, da to je pač tak stres, kot da bi hotel spremeniti vreme. In seveda ti je pol neskončen stres. To se spomnim, toliko se spomnim tega primera, nismo še govorili o komunikaciji, o zdravstvu recimo, ampak to je tako važno, tako ekstremno važno. In enkrat sem bil na urgenci, delal sem že 6 ur, utrujen sem bil, lulat me je, lačen, in pripeljajo eno gospo in zraven en sin, ki je gledal zelo mrko. Sestra mi je že prej rekla, ti gospod neki spet, on se pa tam neki zdira, to je nek smot. In pol pride on not in jaz rečem, a mi poveste malo, kaj je težava z gospo, in on je rekel nazaj, ja, vi zdravniki ste oči suničali. Ne? In zdaj tukaj sem vesel in ponosen na trening, ki sem ga v komunikacijo dal, ne? Ker odziv, ki je v meni se razplantel, je bil, a se ti zafrkavaš z mano, a ti veš, koliko jaz, bogi, jaz delam in se trudim in kakšen dober človek sem, kako lahko ti to misliš o meni. Ne? Ampak jaz sem šel čist iz vidika, moj del bo čist. In sem rekel, gospod, dajte mi prosim povedati, kaj s tem mislite. Bravo, to je to. Ampak ko je on se tam razgovoril, se mi je upravičil na koncu. Nisem mu rekel, meni se pa zdi to nesramno, vi ste me pa prizadel. On je samo iz tega odziva, iz tega, da sem ga jaz poslušal najbrž prvi, odkar hod po urgencah. Gospod je res pelil po 5 urgenc, pa nismo jo zdravniki uničili, gospa je imela bolezni, ki delajo težave. Ampak iz tega vidika, ko sem jaz samo se uspel umiriti in ustaviti, in to ti da čuječnost, hvala ti Bog, res in vse nad mano, da te ustavi čuječnost in rečeš, dajte mi povedati, gospod, mene res zanima, in če mi bo rekel, včeraj je bila pri vas v ambulanti, in ste ji dal zdravilo, ki je odpovedalo ledvice, bom rekel, sprejmem to, krivdo, to je dejansko sem... Odgovornost. To je moja odgovornost bila. Če pa on govori o tem, kje vse je gospa bila in kaj vse so delali, ga pa lahko poslušam in se potem na koncu sva se z gospodom zmenila, gospod se mi je opravičil in smo se pogovarjali čisto drugače, kot če bi začela se nekako... Ampak vi ste mu sam dal ta prvi prostor, da je slišan. In to ste naredili zelo preprosto, dajte mi kaj več povedati. Ja. Mislim, to je ta vstopna točka, da ljudje potem spregovorijo. On je imel v sebi, ne vem, lahko tudi utrujenost, pa agresijo, pa tako naprej. Zdaj jaz moram iz tega mojega prvega plana izstopiti, jaz moram se pri sebi zavedati, da sem tudi jaz utrujen. Takrat, ker sem utrujen, delam lahko določene napake, tudi v komunikaciji, zato ker si vas razdražljiv in tako naprej. In je toliko težje se osredotočiti v trenutek, s katerim se srečaš. Ja. Ampak ta prvi korak, samo to, da, kot ste rekel, prvo pravilo, ta človek sporoča nekaj o sebi. On ima ta trenutek frustracijo in jezo nad sistemom, katerega del sem jaz v moji beli halji. On mi da sem jaz del žaljen, ker on misli, da sem jaz uničil, ko prvič jo vidim. Mi v bistvu ne pomaga. Zakaj bi jaz prevzel sploh to kritiko nase? Ta kritika ni imela nobene podlage. In s tem, ko sem jaz nekako uspel si reči v glavi, ok, on ima težave, dajmo probati jih rešiti, da se bomo lahko konec koncev, mogoče sebičen razlog, da sem bil toliko potrpežljiv, je bil, ne da se mi kregati. Jaz bi raje, da se on umiri, da bo pisal pritožbe, bom jaz to rešval, na koncu ne bo nič iz tega, čas mi bo šel. Dajmo probati mi se to lepo zmeniti in smo vse na koncu. Ampak če bi mu vi tudi rekel, gospod, se vas slišim, ste jezni, mi kaj več poveste, on bi začel pripovedovati v svoji potrebi, verjetno. Ja. In njegova potreba je bila mogoče, ne vem, v osnovi to, da ga nekdo resno jemlje. Da je bil on že na 5 urgencah, da je že ne vem kaj, ampak posod so ga samo pošiljali in prepošiljali in en kup enih diagnoz. In on je to zapakiral potem v to, bom rekel, ekspanzijo, vi zdravniki, to pomeni vsi zdravniki, ste jo popolnoma uničila. Vsi ste vse naredili. Ja, tako. To je to. Še enkrat, res, človek v osnovi je to čustvo, ampak v osnovi ozadje je pa tista potreba, ki jo je smiselno nagovoriti in prijeti do nje. Ne, da zdaj jaz to ugibam, sicer je vaša potreba, da ste lačen, a vam kaj prinesem, ker potem to delajo starši, kdaj z otrokoma, ker ne veš, kaj zdaj narobe in kaj bi šlo, in potem ugibajo, ampak spodbuditi, da človek govori in potem priješ do tega, bom rekel, njegovega notranjega doživljanja. Ja, in spet to, kar smo prej rekli, on si zdaj zasluži, da mu, kako se pa on pogovarja, to pa se z mano pa ne more tako pogovarjati. Kako bi v bistvu na ta način zaprl vsa vrata, da bi rekel, veste kaj, jaz vas prvič vidim, tako se pa vi ne boste z mano pogovarjali. Kako sem me uničil? Se pravi, nekako mogoče bi kdo rekel, ja, evo, prav mu je, ampak on bi šel na 6. urgenco in bi bil še bolj v tej svoji nekak, in mogoče celo ne bi mogel spet pozdraviti, ker pri medicini je še ena stvar, bolj kot navežeš stik, več informacij boš dobil.
če bo človek miren, skoncentriran, ti povedal svoje težave, ki jih je mogoče že 5-krat, boš lahko najdel ti rešitev, diagnozo, ki je ne bi, če se bosta zdrla en na drugega, pa boš rekel, pejte ven, bom jaz vzel kri, pa bomo videli, pa boš v glavi že si rekel, čim prej ga moram dati domov, ker ta je nor. Ne? In mogoče dejansko ne boš... To obliko nasilja, pravi, pejte ven, dosti vas imam, ne bom vas prenašal, lahko spodbudimo nasilje na drugi strani, ne potem. Ker, lahko bi šel on ven, pa samo premljeval v sebi, lahko pa gre ven, pa pride nazaj, pa reče, tako se pa z mano ne boste pogovarjali, jaz se tega ne grem, vi ste že ta 4. zdravnik, ki se tako z mano pogovarja, tako. In se ta potreba, da bi ga nekdo resno imel, samo še, priliv olja na ogenj, da je samo še bolj vzplantelo. In zato je to smiselno spremljati, kaj se dogaja in zajeti to. No, ravno pri nasilju, recimo zamejitev tega konflikta, ki ga človek doživlja. Tudi vprašati, oddaj pa je tako, oddaj ste, ko reče jezik, kdaj se je pa začelo to tako, da znamo stvari videti in da znamo meje postaviti. No, najslabše je to, če vse samo plava nekje tako in potem ne moreš loviti. Ne? Kdaj ti ljudje začnejo s polkom problemi? Gospod, a bi bilo smiselno za vas, da pa se enega dotaknemo? Katerega bi predlagali, da bi tako, kar bi vam v tem trenutku najbolj pomagalo? In pod eno stvar reče, recimo, ne? In se ti ga loteš. Tako, ker kdaj je preveč? Res, ljudje imamo polkne ruzake, tudi svojih ranjenosti, svojih situacij, ki jih imamo in zdaj pa to kar na eno mizo stresamo, na drugi strani se pa človek tako, jaz ne morem. Tako, veste kaj, se mi pa že malo mudi. In potem je situacija, ko pa zbežiš, tukaj je beg. Mi lahko recimo v komunikaciji ali pa tudi v konfliktih ali pa v nasilju zbežimo, se skrijemo in čakamo, da stvar mine. Ampak to ni to. In danes imamo ljudi, ki se jim je strašno težko pogovarjati in radi zbežijo. Zbežijo na telefon, zbežijo pred ekran, zbežijo v nek svoj svet, zbežijo s pomočjo raznih variant, ki so jim na voljo, ker da bi on zdaj nekaj oseb povedal ali pa nekaj spregovoril ali pa se z nekom srečal in da bi prišla ta, bom rekel, pogovor v ene in druge vsebine. Ne. Ljudem je težko. Zato, ker posebej, če se stvari nalagajo, ne, ali pa če grejo pod preprogo, ker v našem slovenskem prostoru se marsikaj znajde pod preprogo. Ne? Tudi stvari, ki niso izrečene. Mene kdaj ljudje vprašajo, če me je strah iti v zapor. Pa bom iskreno povedal, mene kdaj strah priti kam domov, ker ne vem, kje bo kakšna varovalka ven vrglo. Saj za nasliko smo mi vsi lahko nasmejani, pa prijazni, pa tako naprej, ampak imamo kar nekaj kaznivih dejanj, tudi ko ljudje drug drugemu vzamejo življenje. Ampak kaj se je zgodilo? In potem poslušaš, ko jih recimo kakšni novinarski kolegi sprašujejo, kako in kaj, pa je bil tako prijazen, pa vedno pozdrav. Vse je bilo BP, brez posebnosti, nič dobrega, ampak zgodilo se pa, bom rekel, grozljivo kaznivo dejanje. Ne? Kaj se vse dogaja v teh naših odnosih? Zato govorim, da je komunikacija res ena taka umetnost, ko se jo je smiselno učiti in ne odnehati, no? Da prinaša neke sadove in rezultate, spregovoriti o stvarih, kjer je težko. Naslov ene zanimive knjižice je, zakaj se ti bojim povedati, kdo sem. Ampak ravno to, ker če ti bom povedal, kaj se bo zgodilo, kaj če boš ti odšel, kaj si boš mislil, če ti bom povedal. Tako, en kup je teh naših domnev in mi potem začnemo igrati te naše vloge ali pa dajemo ljudem to, kar bi radi slišali. Ne to, kar si želimo povedati, ampak kar bi nekdo rad slišal, zato da bom zdaj ugajal, zato da bo prijetno, zato da bo vse in sploh. To je vse, bom rekel, povezano z pravo komunikacijo in z učenjem tega. Jaz bi pri učenju tole knjigico tudi napisal spodaj v opis epizode, pa dodal bom tudi povezavo do enega spletnega tečaja čuječnosti, ki je meni zelo pomagal, 8-tedenski, brezplačen, kjer je tudi velik del, tudi Marshall Rosenberg je noter, kjer je tudi o komunikaciji, zato ker se mi zdi tukaj spet, jaz se vračam na to opazovanje sebe in svoje odgovornosti, če ti uspeš ostati miren, če ti uspeš ne nanašati na se takih stvari, šele takrat se mi zdi, da lahko, šele kot boš ti lahko sprejel to, da ti otrok reče, ti si najslabša mama na svetu. Včasih tudi otroci tipajo tudi malo meje, pa meni reče, mami imam bolj rada kot tebe, mamici pa reče, jaz imam samo oči rada. Če to ne pomeni res, da ima samo mene rada, se to veš, da ne pomeni, da ampak ona samo zdaj gleda nekako, kakšna reakcija bo. Ona raziskuje svet, stara 4 leta, zanimajo. In šele ko ti nekako lahko greš mimo tega, da to, kar nekdo napiše ali pa reče, pove vse o meni in je objektivna resnica,
se lahko začneš odzivati. Če ne bi jaz 3 komentarje vse prebral na nekem 24 ur članku in bi zaprl vse profile in se nikoli več pokazal v javnosti, ker sem prebral kaj vse o sebi, od tega, kako lažem in to, pa da sem oblečen za na svojo sedmino, je ena napisala, eni so domiselne komentarje, take, da so mal... Jaz vam svetujem, da sploh ne berete. Se sploh ne berete. Razen, če niste že v tej fazi, da se zabavate iz tega. Tako. Ker potem si reče, nisem vedel, kater humor bi bral, sem pa to bral. No? Tako, jaz dejansko se tega izogibam, tudi zato, ker se mi zdi, da včasih, če si hotel imeti glas in občinstvo, si mogel narediti nekaj vplivnega, si mogel te povabiti nek časopis, mogel si iti na televizijo, ali si pa se drl na cesti. Ne? Zdaj pa danes, če grem brati te stvari vse, kot da bi šel v en bife in se zavestno usedel poleg 3 ljudi, ki me sovražijo, in bi rekel, no, izvolite, ne? Zdaj bom pa jaz tu v tišini sedel in jih poslušal. Zakaj bi to naredil s svojim časom in svojo pozornostjo, mi pač ni v interesu. Ni to že malo zanimivo, da bi pa vsi rekli, ja, veliki vodja. Mislim, tudi to ima nek svoj čar, da pač nekdo pa drugače misli. In jaz mislim, da je hvala Bogu, da ljudje izrazijo, ampak na kakšen način izrazijo. No? Zdaj, da to ni res, to je večji problem, da res ni to neko tisto nasilje, pa ne vem, da je neko bruhanje drug po drugem. No? Na misel, ko smo prej knjigo omenila, mi prihaja še ena. Erling Cake ima knjiga je prevedena tudi v slovenski jezik, Tišina v času hrupa. To je tako močno povezano, vsaj pri meni s komunikacijo. No? Kot sem že na začetku rekel, znati biti tudi tiho. Pa ne, da me eden utiša, ampak znati biti tiho. Avtor pravi v tej knjigi, da je danes tišina prav neke vrste luksus. Ker nismo tako v en kup enih besedah, informacijah in tako, in se pa tudi to ne slišimo. Tudi to je neka ovira v komunikaciji, ker je en kup enih šumov. Nekaj napišeš, on odgovori, sva se zmenila, pa se nisva zmenila. No. Ampak tišina v smislu tudi to, da znam se res ostaviti pa sebe slišati. No. Komunikacija s samim seboj je zame zelo, zelo, zelo smiselna in jo prakticiram. Ker da tudi sebe slišam, kaj meni dogaja, kot rečejo mladi, ali pa kaj so tiste moje potrebe v nekem trenutku. Ker da tudi jaz v vsem tem, ko imamo danes toliko in toliko nekih pregorelosti, stvari, ki se nam dogajajo, bom rekel, na delovnem mestu ali pa v odnosih, če nimam nekih umestnih etap, da se znam ustaviti, prisluhniti, se pogovoriti s sabo in potem to tudi, bom rekel, koliko je potrebno in smiselno, potrebno spet, da tudi z drugimi, to je to, no. No, zanimivo, meni je ena ljubših stvari, kar sem začel prakticirati v zadnjem mesecu, je, ko grem z sinom, on je 4 mesece star na sprehod, če greva sama z vozičkom, da žene ni. Jaz dejansko, on ima rad pozornost, tudi rad sliši tvoj glas, ko me gleda gor, in jaz njemu razlagam v bistvu stvari, ki jih želim razčistiti, ne zdaj težkih nekih smrti, pa to, ampak recimo v svojem urniku mu povem, kako sem si razdelil, kaj me veseli, kje bom mogel se potruditi, katero snemanje mi bo težavno, ampak zakaj. In on nekako ne razume, on me gleda vesel, jaz smeji se mi, ker se pogovarjam, jaz pa na glas, celo to mi je, kot ste rekel, pogovor s sabo, ampak celo to, da na glas to artikuliram, da imam njegovo povratno informacijo, ki je vedno pozitivna, in grem čez recimo program treninga, grem čez program snemanj, grem čez paciente, kakšne take, ki sem razmišljam, a bi mogel tega gospoda že poklicati, bom počakal še to krvno sliko, veš, in mu vse povem, on vse posluša in to je nekaka taka refleksija, ki je zdaj nastala, ne bom mogel to nadaljevati zavedno, ker ko bo vse razumel, seveda ene teme ne bodo mogoče toliko zanimive za njega ali pa sploh relevantne, ampak tam, če me kdo vidi na PST-ju, ko hodim in se blazno pogovarjam z vozičkom, je to ta moj čas zase. Okay. Jaz bi zdaj počasi nekako pripeljal ta najin pogovor tudi do nekega zaključka. Zdaj po tej uri, se nekaj časa se pogovarjava, uri in pol uri, kako bi rekli, a sem vas lepo poslušal? Ali imate kakšno potrebo, ki je bila pričakovana, nezadoščena? A sem dober poslušatelj? Trudil sem se. Če vas prav slišam, si želite moje mnenje? Tako, dobro se to pozdrav. Moja potreba je zdaj, jaz sem se zelo trudil, da vam skačemo besede, da vas slišim, da se odzivam taktno, ali je bilo to vidno? Jaz lahko zase rečem, da sem se v redu počutil. Super. Zdaj, če iz tega izpeljem, da tudi zaradi tega, ker sem bil slišan,
v prvi vrsti sem se fajn počutil. Počutil sem se, da sem jaz lahko povedal stvari, ki sem jih bil vprašan. No. Kakšno stvar sem mal dodal. Če pa vas ocenim, jaz mislim, da ste kar, bom rekel, vodo v tem, da ste dal prostor slišanosti. Kdaj ste sebe pripeljali tudi do tega, da ste sebe notor vključili, kar je čist smisel in da smo se potem dopolnjevali? Tako, ravno zato vprašam, hočem še eno tako povratno informacijo. Jaz sem do sebe velikokrat kar strog glede tega, ker iščem nekako tudi v pogovorih in na podcastu in drugje, razmerje med tem, kot ste rekel, nekaj bi pametnega pripomnil, nekaj bi prispeval, obenem bi poslušal, ni lahko. Zakaj pa imate to potrebo? Zato, ker, to pa znamo govoriti, zato, ker sem se že dolgo nazaj prepričal, da tisti, ki zna lepo se pogovarjati in poslušati, je dober prijatelj, je dober, nekako, da je to ena vrednota moja, velika je. To, da bo, kdo če bo rekel, ne vem, a poznaš Davida, kaj misliš o njemu, bo rekel, poznam, pa ne vem, je visok. To se pravi, vaša potreba, da želite biti prepoznan. Ne, da želim biti prepoznan po tej stvari. Da če bo kdo opisal mene, da bo rekel, on pa res zna poslušati, recimo. Pacient bo rekel, ne vem, tega zdravnika sem imel, on me je pa res dobro poslušal, on mi je pa razložil na način, da sem razumel, on pa ni konflikten. Se pravi, jaz veliko dam na to, da se znam pogovarjati brez teh zamer za hrbtom, brez nekih subliminalnih sporočil, brez nekega prcanja izven konteksta. Veliko se ukvarjam s komunikacijo in to mi je blazna vrednota. To je moj odgovor. Ustrajajte naprej. Bom, hvala, to sem zdaj hotel, upam, da ste si vsi zdaj to slišali in da če bom kdaj, to je tudi ta nekak prelaganje malo odgovornosti, če bom kdaj do koga odrezal in tako, da mi tudi iskreno pove, to bi bil to hvaležen. To si želite, To si želim. Knjižno priporočilo vedno vprašam, povedali ste nam 2 knjigi. Jaz bi izbral pravzaprav tudi drugo, zbral Tišina v času hrupa, ker je potrebna, ker je potrebna vse v današnjem času in ker ni tako samoumevna. Pa ne zdaj, da vzajemo tišino kot, mi je težko, ampak tišina ima ogromno vsebine, Tišina ima svojo barvo, tišina ima svojo govorico, če rečem temu, Ljudem se nam je težko srečati v tišini ali pa biti malo tiho, in je treba kar nekaj vaje, da človek usvoji ta del življenja, tudi ko stvari utihnejo. Tišina ima ogromno vsebine, se mi zdi tak lep stavek zelo. In če kdo rabi dokaz, morda pomislimo, kako je lahko z nekom, s komer smo si blizu, tišina prijetna. Če pa enega sodelavca prvič v življenju peljemo v avto, ki reče, a mi sem do doma dostaviš, bo pa kar nekako neprijetno, če bova tiho med vožnjo. Skušaš zapolniti to. Ker misliš, da moraš nekaj reči. Misliš, da je treba, ker če ne, pa je čudno. Tako da, vas pustiva v tišini. Najlepša hvala še enkrat za ta pogovor in hvala vsem, ki ste poslušali. Upam, da vam je bilo prijetno, da boste tudi kaj uporabili. Vse te povezave, knjige bom napisal še spodaj, pa se slišimo prihodnji mesec.